Predstavi. Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam novih 6 vprašanj. Začnimo. Slon, maček, jelen. Katera izmed 3 živali ima trobec ali rilec? Slon ima trobec oziroma rilec. Ta rastlinojedec je s 6 tonami najtežja kopenska žival. Živi v zelenih savanah, kjer si na dan nabere do 200 kg listov, korenin, lubja in trave, kar je njegova vsakdanja hrana. Rad se valja po blatu ali prahu, s čimer odstranjuje zajedavce in si debelo kožo zaščiti pred sončnimi žarki. Gremo hitro naprej. Tiranozaver, jagodi, jabolko. Kaj imajo skupnega vse 3 slike? Kaj je skupno tem 3 slikam? Skupno jim je to, da so vsi rdeči. Rdeče jagode, rdeče jabolko in rdeči tiranozaver. Pa kaj je še lahko rdeče? Češnje, dobro, pa notranjost lubenice, Rdeča je lahko tudi mašna za v lase, pa lak za nohte, ki ga mami uporablja. Joj, koliko rdečih stvari obstaja. Gremo dalje. Tukan, raca, kivi. Katera izmed 3 živali gnezdi tudi pri nas v Sloveniji? Se pravi, katera gnezdi tudi v Sloveniji? Raca je tista, ki gnezdi tudi v Sloveniji. Raca mlakarica je ena izmed bolj znanih in pogostih rac, ki živijo od Azije, Evrope, Severne Amerike, Avstralije pa do Nove Zelandije. Med gnezdenjem so samčki čudovito obarvani, samičke pa imajo tako rjavo, varovalno barvo. Lok s puščico, veslo, sendvič. S čim bomo pregnali lakoto? Kaj bomo pojedli, da ne bomo več lačni? Seveda, s sendvičem bomo pregnali lakoto. Joj, kar sline so se mi pocedile. A bi vi tudi jedli sendvič? Ne, ne bi sendviča. S čim pa potem preženete lakoto? Kaj pojeste? Jabolko, kosmiče, pire krompir in meso, solato, marmelado na kruhu, same dobrote. Mehanik, tabornica, vitez. Kdo izmed 3 dela v mehanični delavnici? No, kdo izmed 3? Tako je, mehanik dela v mehanični delavnici. Oziroma, avtomehanik dela v avtomehanični delavnici. Prav k avtomehaniku peljemo na popravilo avtomobil, ko mu kaj ne dela. Avtomehaniki so mojstri, strokovnjaki na svojem področju, ki po natančnem pregledu avtomobila ugotovijo, kaj je narobe in težavo tudi odpravijo. Gosenica, pikapolonica, polž. Iz katere živalice se razvije metulj? Gosenica, iz nje se razvije metulj. Ste že slišali za popolno preobrazbo? Tako imenujemo življenjsko pot žuželk. Najprej se izleže jajčece. Ko jajčece poči, se izleže ličinka, ki ji pravimo gosenica. Gosenica pridno je liste in raste. Ko dovolj zraste, si poišče močan list in začne okrog sebe presti svilene nitke. To je buba ali kokon. V bubi poteče preobrazba, nato pa se iz nje izleže odrasel metulj. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Gremo skupaj. Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. In danes s pomočjo knjige o kvadratih spoznamo kvadrate. Pa začnimo.
Kaj je kvadrat? Tole je kvadrat. Kvadrat ima 4 enake stranice in 4 oglišča. Poglejte. 1, 2, 3, 4. Zdaj pa mi povejte, kateri otrok živi v hiši s kvadratnimi okni. Začnimo tule, pri Petri, deklici v modri majčki. Glejte, no glejte, prav Petra živi v hiši s kvadratnimi okni. Vid je tale, v zeleni majčki. No, da vidimo, kakšna okna ima Vidova hiša. Pravokotna so. Kaj pa Anjina? Anja je tale, v oranžni majčki. No, poglejmo. Anjina hiša ima okrogla okna. Kaj pa Majina? Maja je tale, v roza majčki. Poglejmo. Njena hiša pa ima trikotna okna. Zdaj pa gremo naprej. Štejemo kvadrate. Koliko kvadratov na stojnici je polnih sadja? No, pa poglejmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kvadratov. Ste tudi vi tako prešteli? Odlično, potem lahko gremo naprej. Koliko kvadratov je zadaj na tovornjaku? No, pa da vidimo. Zadaj na tovornjaku 1, 2, 3, 4. Se pravi, zadaj na tovornjaku so 4 kvadrati. Zdaj pa poglejte skozi okno. Lahko na avtomobilih vidite kakšno stvar v obliki kvadrata? Mi poveste drugič odgovor, prav? Gremo naprej. Ste vedeli, da so lahko kvadrati različno veliki? Poglejte, tale je velik, tale je večji, tale pa je največji. Tale je majhen, tale je manjši, tale pa najmanjši. Kvadrati so lahko tudi različnih barv. Koliko modrih kvadratov vidite? 1, 2. Tako je, 2 modra kvadrata sta. Koliko zelenih kvadratov vidiš? 1, 2, 3, 4. Bo držalo. 4 zeleni kvadrati. Koliko pa je rumenih kvadratov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rumenih kvadratov. No, pa preštejmo še rdeče. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično! 5 rdečih kvadratov. Pa obrnimo stran. Pomagajmo avtomobilu poiskati pot do stojnice. Le kje naj začnem? Tule, kaj ne? In se peljem, vozim se po cesti in iščem stojnico. No, tale pot me je pripeljala naravnost do stojnice. In koliko kvadratov smo srečali na tej poti? Gremo še enkrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kvadratov smo srečali na tej poti. 8 oranžnih kvadratov. Krasno, gremo dalje. Tule pa je naloga za vse vas. Hitro po list papirja in svinčnik. Narisali bomo tole hišo. No, vi jo boste narisali. Lahko vam pomagata tudi mamica in oči. Lahko pa narišete tudi tole darilo. Uporabili boste kvadrate, no, pa tudi trikotnike. Če boste kar zdaj risali, potem video hitro na pauzico, da boste ves čas imeli sliki pred očmi. Ko narišete svoji risbici, pa samo pritisnite play, pa gremo brat naprej. V mestu pokaži kvadrate na sliki. Lahko najdeš vse? Ali vidiš nakupovalno vrečko? Okno? Telefonsko govorilnico, korito z rožami,
koš za smeti, kamero, odtočni jašek. Super, gremo naprej. Iz mesta se selimo v dnevno sobo. Pokaži kvadrate na sliki. Zanima me, ali vidiš televizor, stikalo, kamin, sliko, lučko, blazinico, vazo. A res? Čisto vse vidiš? Zelo dobro. Gremo naprej. Iz dnevne sobe v restavracijo. Pokaži kvadrate na sliki. Zanima me, če jih najdeš več kot 5. Si našel mizo, blagajno, pladenj, avtomat za kavo, beležnico, uro, svetilko. Res? Tudi na tej sliki si vse prepoznal. Zelo dobro. Gremo v šolo. Pokaži kvadrate na sliki. Jih je več kot 8. Poglejmo. Zanima me, če ste našli sestavljanko, vodene barvice, omarico, računalnik, oglasno desko, sliko, škatlo z igračami. Če ste našli vse našteto, potem ste našli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kvadratov. Nas pa knjigica sprašuje, če jih najdemo več kot 8. Pa poglejmo, ali jih je na sliki več kot 8. Poglejte, ura je tudi kvadratne oblike. Pa tudi lonček za svinčnike je kvadraten. Pa poglejte, tudi stojalo za risanje je kvadratno. Aha, naš odgovor je, da je na sliki več kot 8 kvadratov. Zdaj pa naprej. Na gradu. Zanima me, ali ste na gradu videli zastavo, lesena vratca, stezo, kamnit podstavek, ščit, rožno gredico in dvižna vrata. Odlično, tudi kvadrate smo pobliže spoznali, brez večjih težav, kaj ne? Če pa se vam je kje zataknilo, samo prevrtite video na začetek in ponovi vajo. Saj veste, kaj rada rečem, vaja dela mojstra, ampak mojster dela vajo. Zdaj pa le še objem, poljubček in pa do prihodnjič. Živjo, danes sem z vami Maja in pa tudi naša Diana. Vabim vas v tale svoj pravljičen kotiček, kjer nas poleg pravljice čaka še joga. Ja, ponovno se bomo razgibali in spoznali nove jogijske položaje. Ste pripravljeni? Potem pa kar začnimo. Čaka nas pravljica o najprisrčnejšem velikanu. Ja, prav ste slišali, o velikanu. Zato mislim, da je čas, da se tudi mi malo raztegnemo. Dvignemo svoje roke, takole, in jih raztegnemo. In potem se nagnemo v eno smer, dobro pritegnemo eno roko in nato še drugo. Če želimo tudi mi postati veliki kot velikani, je pomembno, da se dobro raztegnemo. Tako. Velikanu je bilo ime Jure. Bil je razcapan, imel je stara in umazana oblačila in ko se je nekega dne odpravil v mesto, je tam zagledal novo trgovino. Odločil se je, da si kupi nova. Pa kar gremo v trgovino in kupimo nova oblačila. Velikan si je kupil nove nogavice. Obujemo nogavice. Pa si je kupil nove hlače in oblečemo hlače. Kupil si je tudi novo srajco, zato kar oblečemo srajco. Znamo zapeti vse gumbe? Zapnemo gumbe. 1, 2, 3, 4 in 5.
Bravo. Potem pa si je kupil kravato. Takole damo kravato okrog vratu in jo zavežemo. Znamo zavezati kravato, takole okrog, v luknjico in zategnemo. Odlično. Kupil si je tudi čevlje, stopimo v čevlje in kupil si je pas, da mu hlače ne padejo dol. Pa damo še pas v hlače in ga zapnemo. Odlično. Ker je bil sedaj lep v novih oblekah, se je odpravil v mesto. Korakal je, pa tako delamo velike korake kot velikan. Takole. Eno nogo dvignemo in drugo. Pa še malo korakamo. 1 in 2. Še enkrat. 1 in 2. Velikan je srečal žirafo in ta ni bila prav nič dobre volje. V bistvu je jokala in stokala, ker jo je zeblo v njen dolg vrat. Pa pokažimo, kako ima žirafa dolg vrat. Stopimo z eno nogo naprej in z drugo daleč nazaj. Malo se zaguncamo, takole naprej, nazaj, naprej, nazaj, pa še enkrat naprej. In ker ima žirafa dolg vrat, stegnemo roke počasi, 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 počasi jih stegnemo visoko. Takole ima žirafa dolg vrat. Odlično. Pa se raztegnemo še malo bolj, pogledamo gor. Wow, žirafa ima res zelo dolg vrat. Pa spustimo roki, še zamenjamo noge takole. Druga noga naprej in nazaj. Spet se malo zaguncamo. Naprej in nazaj, naprej in nazaj. In spet stegnemo roki takole. Gor, 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 rastejo. Odlično. Kako zelo dolg vrat ima ta žirafa. In pelikan je razmišljal, ali lahko pomaga. Seveda, kravato lahko sname, snel jo je in jo dal žirafi za šal. Žirafa jo je zavila okrog svojega dolgega vratu in zavijamo. Zavijamo še z drugo roko. Zavijamo, zavijamo. Odlično. Pelikan je bil zelo vesel, ker je pomagal žirafi. Žirafa pa ni bila prav nič več žalostna, ker jo ni zeblo v vrat. In ko se je velikan odpravil naprej, je spet nekaj zaslišal, neko jokanje, stokanje. Zanimalo ga je, kdo je še žalosten. In tam je zagledal kozo. Koza, zakaj si slabe volje, je vprašal. In koza mu je povedala, da je zaradi močnega neurja na njenem čolnu raztrgalo jadro. Jure je razmišljal, moja srajca je tako ali tako zelo zmečkana in mi ni prav všeč, zato ti jo dam in jo uporabi za jadro. Koza je res uporabila srajco, jo postavila na mesto jadra, potem pa se usedla na svoj čoln. Takole naredimo čoln, dvignemo eno nogo, dvignemo drugo nogo in dvignemo roki. Nam je uspelo narediti čoln. Bravo. In potem veslamo, primemo vesla in veslamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. Bravo. Koza je nekaj časa veslala, potem pa je močno zapihal veter. Mi pomagate, kako piha veter? Počakajte, počakajte. Najprej malo pomasiramo nos. Pa pomasiramo nos. Veste zakaj? Zato, da naredimo globok vdih prav skozi nos takole. In potem pihnemo. Ja, tako je močno zapihal veter. Ponovimo še enkrat. Pomasiramo nos, naredimo vdih. In pihnemo. Koza je po reki odplula daleč naprej. Velikan pa je bil še bolj srečen, ker je pomagal še njej. Ko se je sprehajal, pa je spet zaslišal neko jokanje, stokanje, tokrat prav milo. Zagledal je pogorišče. Ja, zgorele so male hišice, hišice od mišk. Bil je presenečen, koliko veliko mišk je tam. In ko jih je gledal in razmišljal, kako jim lahko pomaga, si je rekel, lahko jim dam svoj čevelj. Moj čevelj je velik, miške pa so majhne, pa bodo zlezle notri. In res, male miške so zlezle v čevelj in imele nov domek. Pa še mi zlezimo kot male miške. Usedemo se na pete, pripravimo prske in kot miške zlezemo naprej. Tiki, 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 tiki. Vse dokler naša glava ne počiva na tleh.
Male miške so tako imele svoj nov domek. Jure je bil še bolj vesel in se odpravil naprej. Spet je korakal in tudi mi korakamo. Kot velikani dvigujemo noge. 1, 2, 3, 4, 5. Napnite ušesa, ali slišite? Spet nekdo joka, stoka, jamra. Ojoj, kdo pa je? Prišel je do tabora. Jure je tam zagledal veliko šotorov. Dajmo narediti šotor. Noge damo narazen. Pa poglejmo, kdo se skriva v tem šotoru. Takole pogledamo notri v šotor. Ste videli, kdo se skriva v šotoru? V šotoru se je skrival lisjak. Lisjak je bil žalosten, ker je njegov šotor zalila voda in njegova spalna vreča je bila blatna in umazana. Pokažimo lisjačka, eno nogo damo naprej, drugo nazaj, stegnemo roki, se spet malo zaguncamo naprej, nazaj, naprej, nazaj, še enkrat naprej. Lisjaček je vse dežne kapljice spravil svojega velikega košatega repa, pa še na drugo stran. Zamenjamo nogi, takole, stegnemo roki, pa še z te strani je kapljice dal dol, takole je obrisal svoj rep. In na to je Jure razmišljal, ali tudi njemu lahko pomaga. Njegova velika nogavica bi bila pravšnja za to, da bi lisjaček jo lahko imel za spat. Zato jo je sezul in lisjak je bil zelo vesel. Hitro je smuknil vanjo in zaspal. Jure je imel še večji nasmeh in sreča je bila neskončna. Odpravil se je naprej in pri močvirju zagledal kužka. Kuža je stokal, lajal, ker ni mogel domov. Zemlja je bila tako namočena, da so se njegove tačke pogrezale v tla. Jure je ponovno razmišljal. Tokrat je vzel svoj pas, postavil pas na tla in povedal kužku, da gre lahko čez pas domov. Kuža je bil vesel in pomahal z repkom. Pa še mi pomahajmo sem in tja in pomigajmo z našo ritko. Takole se spremenimo v kužke in potem pomigamo sem in tja, sem in tja. Tudi kuža je prišel domov. Juretu pa so hlače padle dol, ker jih pas več ni držal, ker ni imel srajce, ga je zazeblo. In zato se je odločil, da se odpravi domov. Na poti do doma je želel v trgovini kupiti nova oblačila, vendar je bila trgovina zaprta. Zato je doma spet oblekel tista svoja stara, umazana, razcapana oblačila. Nič hudega, si je rekel. Sem pomagal veliko živalim, tudi če imam jaz zdaj stara oblačila. Ker pa je bil utrujen, se je odločil, da se malo uleže, malo zaspi. Vendar ni dolgo spal, ko je nekaj potrkalo pri njegovih vratih. Takole, tak, 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 tak. Bil je začuden, ni pričakoval obiska. In ko je odprl vrata, je tam zagledal živali. Kdo mislite, da je prišel na obisk? Ja, žirafa, miška, lisička, koza in kuža. Bravo, prav ste uganili. Vse te živali so prišle k njemu na obisk. In veste kaj? Prinesli so mu veliko darilo. Jure je bil zelo vesel darila. Odprl ga je in notri zagledal krono. Dal si jo je na glavo. Zraven pa je pisalo, ker najprisrčnejši si velikan, od nas za kralja si izbran. Živali so bile tako hvaležne Juretu, da so ga kar izbrali za kralja. Jure je bil vesel, živali pa tudi. In po dolgem dnevu je bil čas, da se vsi skupaj malo odpočijejo. Pa si odpočimo še mi, ker smo se malo razgibali, ko se uležemo na tla. In ko tako mirno ležiš, odpočiješ, prstke na nogah,
obe nogi. Odpočiješ trebuh in hrbet. Pa obe roki. Odpočiješ cel svoj obraz in glavo. Dober večer, otroci! Danes se sprehodimo po gozdu z malim in velikim. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živela mali in veliki medvedek. Nekega dne ju je mamica peljala v gozd nabirat gobe. Mali je bil še majhen, vsega se je bal in skorajda še ničesar ni vedel. Veliki pa je bil ponosen, pameten in pogumen. Ko so hodili po gozdu, je mamica opazila premikanje v grmovju. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se za grmovjem skriva zajček z visoko štrlečimi ušesi. Naprej v gozdu je mamica nekaj zaslišala. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se na veji skriva ptiček, ki veselo poje. Kmalu je mamica opazila nekaj na tleh. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se med listjem skriva pavš s svojo hišico. Ko so našli lepo gobo, je mamica zastokala. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu razložil, da se je mamica zagotovo nečesa spomnila. In imel je prav, košaro za gobe je pozabila doma. Ker so skupaj hodili zelo počasi, je prosila svoja otroka, naj jo počakata pri gobi. Stekla je domov po košaro. Mali je zajokal, saj je mislil, da bo prišel Bavbav. Veliki pa je bil pogumen, a ne dovolj za oba. Zato sta šla skupaj z roko v roki iskat mamico. Ko sta prispela domov, mamice ni bilo. Šla sta nazaj v gozd, a mamice niti tam ni bilo. Zajokala sta, saj sta mislila, da je prišel Bavbav. A ni bilo tako. Ko sta hodila domov po desni poti, je mamica hitela nazaj v gozd po levi poti. Ko ju tam ni našla, je pohitela domov po desni poti, a ona dva sta jo že iskala po levi poti. Ko pa je mamica zaslišala jok svojih otrok, je pritekla in ju močno objela. Seveda sta se najprej ustrašila, da je prišel Bavbav, a sta v maminem objemu ugotovila, da Bavbav zagotovo ne obstaja. Kaj je mali še ugotovil? Pst! Ugotovil je, da tudi veliki ni vedno pogumen, da se lahko tudi on zmoti, da ne ve vsega in da tudi on včasih joka. In tako je tudi prav, saj je bil tudi on včasih majhen in še skorajda ničesar ni vedel. Kaj pa Bavbav? Njega nihče nikoli še ni videl, ne slišal. Seveda ga nihče ni videl, ne slišal, kako le, če sploh ne obstaja. Le v knjigicah in risankah ga najdemo, to pa je tudi vse. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, polubček in lahko noč. Kids TV.
Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam novih 6 vprašanj. Začnimo. Žoga, luna, fotoaparat. Poimenuj predmet okrogle oblike. Res je, žoga je okrogle oblike. Zdaj pa mi priskočite na pomoč in mislite na glas. Kaj vse je še okrogle oblike? Sonce, planeti, prstan je lahko okrogel? Jaz imam tudi vzglavnike okrogle oblike. Pa še in še bi lahko naštevali, kaj ne? Gremo dalje. Tabornik, grad, iglu. Kaj je tabornik zakuril? Kaj ga greje? Ogenj je zakuril tabornik in se ob njem pogrel, istočasno pa si je pripravil tudi nekaj malega za pod zob. In ker ogenj oddaja svetlobo, se je najbrž sredi gozda, prav zaradi ognja, počutil varnega. Ogenj je bil že od prazgodovine zelo pomemben in predstavlja eno najstarejših človekovih iznajdb. Krona, kompas, ščit. Kaj nam bo prav prišlo pri določanju strani neba? Kaj bomo uporabili? Tako je, kompas je naprava za določanje strani neba. Osnovni sestavni deli kompasa so igla, številčnica in včasih tudi ogledalo z merilno muho. Z uporabo številčnice lahko določamo osnovne strani neba in azimut, to je kot med izbrano smerjo in magnetnim severom, kar nam skupaj z geografsko karto omogoča orientacijo in določanje stojišča. Puran, zajec, tjulenj. Katera izmed 3 živali se najbolje znajde v vodi? Katera izmed 3? Tako je, tjulnji večino časa preživijo v vodi, kotiti pa pridejo na kopno. Prehranjujejo se z ribami, rakci, lignji. Pod kožo imajo debelo plast maščobe, ki jih ščiti pred hudim mrazom. Živijo ob obalah, najpogosteje v mrzlih polarnih območjih, nekaterim pa bolj prijajo toplejša morja. Divji prašič, jež, kačji pastir. Katera izmed 3 živali je žuželka? No, katera je žuželka? Tako je, kačji pastir je žuželka. V Sloveniji živi 72 vrst kačjih pastirjev. Njihovih letalnih sposobnosti ne dosega nobena druga žival na zemlji. Kačji pastirji namreč nadzorujejo vsako krilo posebej, kar jim omogoča tudi vzvratno letenje. In še zadnje vprašanje. Mušnica, roža, buči. Katera izmed 3 rastlin je rdeče barve? No, katera je rdeča? Rdeče barve je rdeča mušnica. Poglejte jo, goba z belim betom, rdečim klobukom, posutim z belimi krpicami. In zelo je strupena. Izhaja iz družine mušničark. Zelo je pomembno, da ste dobri poznavalci gob, preden se odločite za nabiranje le-teh. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Druga
Dober večer, otroci. Danes gremo na potep v gozd. Tokrat nam bo družbo delal jelenček. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živel navihan jelenček. Bil je zelo radoveden, ni pa še bil dovolj odgovoren. Ko ga je mami prosila, ali ji lahko prinese lubje z dreves, je nesramno odgovoril: Ne, ne bom. Ko pa mu je rekla, naj kozarca z vodo ne odlaga na rob mize, je naredil prav to. In kozarec se je raztreščil po tleh. Ko ga je ati prosil, ali mu lahko pomaga pripraviti seno za zimo, mu je nesramno odgovoril: Ne, ne bom. Ko pa mu je rekel, naj ne odpira vrat hišice, saj je zunaj sneg, je naredil prav to. In sneg se je vsul v hišo. Ko ga je babi prosila, ali ji lahko poda kuhalnico iz predala, je nesramno odgovoril: Ne, ne bom. Ko pa mu je rekla, naj ne meša kruha, dokler vzhaja, je naredil prav to. In za večerjo so namesto kruha imeli testo. Ko ga je dedi prosil, ali mu prinese klešče iz omare, mu je nesramno odgovoril: Ne, ne bom. Ko pa mu je rekel, naj ne sede na stol, ki ga popravlja, je naredil prav to. Stol se je zlomil in jelenček je padel na ritko. Ko so ga zajčki povabili, da gre z njim skakat skale na skalo, pa se jim je takoj pridružil. Ker jelenček ni bil zajec, ga njegove tenke in dolge noge niso ubogale in si je levo nogo še prekmalu poškodoval. Ko so ga ježki povabili, da se gre z njimi igrat skrivalnice, se jim je takoj pridružil. Ker pa jelenček ni bil ježek, je bil njegov smrček premehek za njihove bodice. Ko je našel ježka skritega v grmovju, se je prav kmalu pičil v nos. Ko so ga ribe povabile na tekmovanje v plavanju, se jim je takoj pridružil. Ker pa jelenček ni bil riba, ga je voda tako hitro nesla, da se je komaj prikobacal iz reke in je ves dan iskal pot domov. Nekega dne se je lovil z vevericami. Urno so skakale z veje na vejo. Ker pa jelenček ni bil veverica, njegovi rogovi niso omogočali tekanja med košatimi vejami in se je zato zataknil. Klical je na pomoč, a ga niso slišale, saj so že odšle naprej. Bil je prestrašen in poskušal se je rešiti, a rogovi se niso hoteli izvleči iz vej. Ostal je brez moči, osamljen in prepuščen sam sebi. Razmišljal je o družini, ki ga je tolikokrat opozarjala na gosti gozd. Sram ga je postalo, da je bil nesramen. Spomnil se je vseh neumnosti, ki jih je naredil, in ugotovil je, da bo moral razmišljati s svojo glavo. Pomirjen je še enkrat pogledal med veje. Malo je nagnil glavo na stran in že se je rešil. Ko je prej samo mahal z glavo, so se rogovi samo zatikali. Ko pa je umirjeno poskusil, mu je takoj uspelo. Ponosen je pohitel domov. Od tistega dne je pomagal mamici, ko je potrebovala lubje. Ona pa ga je od veselja vsega prelizala. Pomagal je atiju, ko je nabiral seno. Tudi on ga je od veselja vsega prelizal. Pomagal je babici in dediju, ko sta potrebovala kuhalnico ali klešče. Stari starši pa so ga od veselja vsega prelizali. Tako je postal najlepši jelenček v gozdu, saj je bil vedno čist, prelizan od rogov do kopit. Ko so ga prijatelji vabili na igro, je odhitel, a skakal je kot jelen, vohal kot jelen, plaval kot jelen in se lovil kot jelen. Uporabljal je svojo glavo in svoje telo. Bil je ponosen, da je prav takšen kot je, saj je bil zares čudovit. Vsak izmed nas je prav poseben in edinstven in na to moramo biti ponosni. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, polubček in lahko noč.
širni svet. Timi, kicstave.